Pozdravljeni! Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo, seveda v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo kot ponavadi ustavili pri 4 različnih temah. Vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih originalih, imate tudi tokrat bližnjice v samem opisu. In kot dobro veste, ko je slika v barvah, pomeni, da navajam tisto, kar piše v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj oseben komentar. Torej, tudi tokrat smo na hitro ponovili pravila našega malce drugačnega formata, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. Mnogi viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1, med drugim motorsport.com in tudi GP-blog, so 28.7. potrdili, da verjetno Max Verstappen ostaja pri Red Bullu. Najprej je treba povedati, da matematično na veliki nagradi Madžarske George Russell ne more več prehiteti Maxa Verstappena. In po znanih informacijah Nizozemec tako ne more izkoristiti tiste izhodne klavzule, ki jo ima baje v svoji pogodbi. A treba je povedati, da tudi George Russell je tik pred podpisom nove pogodbe s tovarniško ekipo Mercedes. Manjkali naj bi samo še nekateri detajli glede promocijskih aktivnosti in podobno. A tu se moramo mi navdušenci začeti spraševati, kje so vsi tisti avtorji, ki so nam Maxa Verstappena posedali v Mercedesa in seveda v manjšem delu tudi v Aston Martina. Pred približno 4 tedni sem tudi sam opravil analizo. In tam poudaril, da po mojem mnenju bo Max ostal seveda v Red Bullu ali pa si vzel premor in se preizkusil v kakšni drugi kategoriji. In seveda nočem sedaj praviti, kako prav sem imel v tisti priložnosti, ampak zanima me, zakaj nekateri zopet se ne znajo publiki opravičiti, enostavno zato, ker so se zmotili. Motiti se je človeško, ampak lepo je tudi priznati napake. Zato verjamem, da marsikdo izmed vas bo od sedaj naprej malce bolj pozoren, kakšne vire bere in komu sledi. A pojdimo k naši drugi današnji temi, ki zna biti prav tako zanimiva. Na spletnem portalu Planet F1 je bilo danes pred nekaj urami, torej 30.7. objavljeno, da ima ekipa Audi že glavnega pokrovitelja. To bo Revolt, znana finančna platforma, ki tako vstopa v svet Formule 1. Podobno kot pri ekipi Racing Bulls, ki so uradno Visa Cash App Racing Bulls ali VCARB, kot smo se malce tudi šalili na samem začetku. Ampak vidi se, da Formula 1 postaja izjemno zanimiva za razne finančne družbe. In tu bi bilo treba dodati, da pred časom smo videli pravi vzpon raznih kriptoplatform, ki so bile prisotne skorajda pri vseh glavnih ekipah. In sedaj vidimo, da se ta trend nadaljuje,
morda malce v drugačno smer in morda v kratkem bomo videli situacijo, ki bo vsaj načeloma podobna onim, ki smo jo videli pred mnogimi desetletji, ko so pri vsaki ekipi bili tako ali drugače prisotni tobačni pokrovitelji. Je to slabo? Še zdaleč ne. Namreč ekipe so zanimive za določeno branžo, ki ima denar, in pokrovitelji, takšni ali drugačni, niso nikoli slabi. Težave so takrat, ko bolidi Formule 1 nimajo velikih napisov, pa ne glede na to, kakšne barve so. In tu se moramo zavedati, da vsakršnikoli trend, ne glede na kategorijo, je več kot dobrodošel. Sicer imamo omejitev proračuna, ampak kakšen dolar, evro ali pa funt več nikoli ne škodi tudi za kakšne druge dejavnosti. Ampak poglejmo si, kaj je zanimivega v tretji današnji temi. Kot poroča spletni portal motorsport.com 29.7. so v Turčiji pripravljeni na vlogo rezervne lokacije, ukolikor velike nagrade v Madridu naslednje leto ne bo mogoče izvesti. In seveda tu lahko vidimo, kako je proga, je prišla na koledar svetovnega prvenstva Formule 1 zadnjič med pandemijo COVID-19, sedaj nekako pripravljena ponovno vstopiti, ampak za daljše obdobje. Najprej je treba poudariti, da ob COVID-19 smo videli prihod ponovno dirk na progi v Imoli, ampak od naslednje sezone naprej jih več ne bo. In zakaj je torej dirka v Turčiji tako zanimiva in tako umestna, ukolikor v Madridu ne bojo uspeli končati vseh del? Prvič, Imola ne more uskočiti na mesto dirke v Madridu, ker je takoj na koledarju po Monci. In imeti dve dirki, eno z drugo, v roku nekaj tednov v isti državi ni smiselno, ker ne bo publike. In drugič, Turčija na poti v Azerbajdžan je logistično smiselna. Torej vidimo, da pravzaprav, ukolikor pogledamo malce tudi širše te želje Formule 1 po zmanjšanju ogljičnega odtisa, nekako pravijo, da tudi ostanek v Turčiji ima po svoje nek smisel. Namreč bilo bi manj tega prestapanja levo in desno in šli bi naprej po nekem smiselnem redu, vsaj tako se mi zdi. Torej, za vse ljubitelje proge v Turčiji je seveda zadeva zanimiva. Za one, ki navijajo za Imolo, pa bistveno ne. Treba je dodati, da po koncu sezone 2026 odhaja tudi velika nagrada Nizozemske. Treba je dodati, da velika nagrada Nizozemske je pred veliko nagrado Italije in velja praktično isto razmišljanje, kot smo povedali za dirko v Madridu, kar se tiče Imole. Tudi tu bi lahko Turčija dobila svoje mesto, če bi malce premaknili dirko v Monci nazaj in tako zopet vzpostavili nek logičen red. A vidimo lahko, da se rešitve dajo dobiti, če se le hoče, ampak poglejmo si tisto zadnjo današnjo temo. Današnja zadnja tema bo zopet malce bolj obrobna, ampak tokrat ne toliko šaljiva. Namreč ustavili se bomo pri razmišljanju, ki je bilo objavljeno na spletnem portalu Planet F1,
30.7. in govori o tem, ali je v današnjem času sploh še smiselno imeti Park Fermé v Formuli 1. Verjetno ste vsi vi opazili, kako so kar 4 vozniki na veliki nagradi Belgije se odločili dirko začeti iz pit lane. Seveda, zaradi prekinitve po formacijskem krogu so se skupini pridružili na samem dnu. Ampak vseeno se lahko začnemo spraševati, ali je sploh smiselno zamrzniti nastavitve na samih kvalifikacijah tudi za dirko za veliko nagrado. Na primer, eden izmed osmoljencev, seveda Max Verstappen, ki se je odločil napraviti spremembe, ki bi ustrezale bolj deževnemu vremenu, bolj razmočeni progi, ampak na koncu se je izkazalo, da je bil preveč konservativen. In če bi lahko menjali, bi verjetno bilo bolj zabavno, bolj zanimivo, vsaj tako meni avtor. Sam sem nasprotnega mnenja. Od leta 2003 imamo tako imenovani Park Fermé. In to pomeni, da vozniki se izogibajo tistih nastavitev, ki bi bile strogo kvalifikacijske. Namreč s tem se dodaja nova ovira v navednicah in mnogi morajo razmišljati tudi malce vnaprej. Smiselno bi bilo imeti, na primer, proste roke, če bi v nedeljo zjutraj imeli neke vrste prosti trening ali ogrevanje, warm-up, kot je bil včasih. Ampak menjati nastavitve med kvalifikacijami in dirko brez nekega časa na progi, po mojem, pravzaprav brezsmiselno, kajti voznik mora tudi ugotoviti, zakaj gre. Vkolikor nekdo tvega in si izbere določeno smernico, konec koncev mora za svoj izbor tudi odgovarjati. In če je ekipa zgrešila, pa naj si bo to McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes ali pa Williams oziroma Alpine ali Haas, je potrebno dati zaslugo onemu, ki je napravil pravo izbiro. Na primer, na veliki nagradi Belgije je bil Max Verstappen preveč konservativen, medtem ko Charles Leclerc s Ferrarijem je tvegal. Imel je nastavitve, ki so omogočile višjo končno hitrost in na koncu tudi zaradi tega pristal na zmagovalnem odru. Je treba to pravo tveganje, na primer Scuderie Ferrari, nagraditi? Po mojem, ja, če bi ukinili Park Fermé, bi praktično izničili še ta del dirke, ki je po mojem zanimiv. Ampak konec koncev razumem, da tista publika, ki ni globoko v Formuli 1, tega absolutno ne razume. Ampak vloga medijev ni ta, da nekako zahteva ukinitev takšnih pravil. Vloga medija je, da razložijo publiki, zakaj gre in zakaj je bil v tem primeru, na primer, Max 4. in Charles 3. A verjamem, da mnogim se takšno delo zdi preveč zahtevno, mi pa smo kot ponavadi prišli tudi do konca tokratnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.